Kako komentirate aktualno dogajanje in razprave povezane s kakovostjo oskrbe v času epidemije v domovih za starejše? Moram reči, da sem zaskrbljen zaradi odmevov na dogajanje, kajti namesto, da bi bili zadovoljni s tem, kar smo dosegli na področju preprečevanja epidemije s covidom, se vrstijo kritike, ki poskušajo izničiti ves ta trud in pa rezultate, ki so res bili na svetovni ravni, kar je zasluga najprej seveda zdravstvenih delavcev, politike, tako dalje. Seveda je prihajalo do določenih težav. Glede oskrbe v domovih za stare pa mislim, da nekih večjih zdravstvenih problemov oziroma napak ni bilo. Kajti šlo je za to, da so oskrbovanci, tisti, ki so potrebovali hospitalno zdravljenje, dejansko to tudi dobili. In zahteve, da bi a priori premeščali v bolnišnice vse tiste, ki so okuženi, nikakor niso na mestu. Hospitalizacijo zaslužijo tisti bolniki, kjer zdravstveno stanje to zahteva in pri katerih lahko pričakujemo, da bo obravnava v bolnišnici pripeljala do izboljšanja stanja oziroma preprečitve smrti. Bolnišnice ne morejo biti neki azilne enote, kjer bi spravljali okužene, zato moramo najti druge načine. Res je, da je problem oskrbe starostnikov v domovih zaradi pomanjkanja kadra, zaradi kapacitet in domovi res niso namenjeni predvsem zdravstveni negi. To bo morala država razrešiti, vendar ta hip sem prepričan, da kljub temu, da je bilo smrti največ domovih za starejše, da niso bili prikrajšani za to, kar bi morali sicer dobiti v normalnih okoliščinah in da vzrok smrti ne bi bil, oziroma izhod ne bi bil bistveno drugačen, če bi jih vse hospitalizirali. Kako pa denimo z etičnega vidika komentirate navedbe in v bistvu tudi obtožbe, da so bili v domovih pripravljeni tako imenovani seznami smrti? No, to je dejansko sprenevedanje, to so nizki udarci, zlasti za zdravstvene delavce, ki mečejo slabo luč na vse to, kar je bilo pozitivnega narejenega. Šlo je preprosto za obrazce, za evidenco zdravstvenega stanja starostnikov. In ko gledam te vprašalnike, te sezname, ne vidim nič neetičnega, kajti namen je bil, da se ugotovi, kolikšne so potencialne potrebe po intenzivnem načinu zdravljenja, če bi prišlo do množičnih okužb v domovih za stare. Noben ni bil a priori odpisan, ampak je ta seznam, ta evidenca služila preverjanju zdravstvenega stanja in pa načrtovanju morebitnih kapacitet za ukrepe, če bi epidemija eskalirala. Drugo, kar je, jaz sem prepričan, da bi morali biti taki seznami, taki zapisi že prej sestavni del medicinske dokumentacije, kajti pri vseh, ne glede na starost, terminalnih bolnikih je pomembno, da se vnaprej odločimo, ali bomo takega bolnika intenzivno zdravili, ga oživljali, ga recimo priključili na ventilator ali ne, zato ker tam, kjer ni indikacije, je ta aparaturni invazivni pristop podaljševanje agonije in to ni etično, to ni evtanazija, ampak to je dejansko pristop, ki omogoča kakovostno smrt in normalen iztek življenja. Po drugi strani pa verjetno lahko pričakujemo, da v bistvu pomanjkljivosti sistemske, organizacijske, logistične in kadrovske, ki so prišle na dan med epidemijo, še toliko bolj kot sicer, tako v domovih kot v zdravstvu, da se bo posledično verjetno malce bolj pospešeno začelo urejati to področje. Vemo, da so tu tako na področju dolgotrajne oskrbe kot na področju zdravstva
sistemski posegi nujni, do njih pa ne pride preprosto že leta in leta. Se strinjam, tukaj je bilo veliko obljub, saj vlade iz zadnjega obdobja so si to zastavile kot prioritete, vendar se ni zgodilo prav dosti in skrajni čas je, da se začne dejansko na tem področju, da se stvari začnejo spreminjati, da se razširi možnost ne samo kapacitete, ampak da se tudi definira in omogoči oskrba določenega dela varovancev domov za stare, za kar pa seveda potrebujemo finančne resurse, potrebujemo ustrezno opremo in predvsem kadrovsko okrepitev.